zjutraj, ura je, koliko pa je, 6:30, malo smo zgodni, tole je prvi dan praznikov in mi že ostajamo zgodaj, ker šibamo v Avstrijo na Lungaring. Tako da zdaj se dobimo v kratkem na Jesenicah še z ostalimi kolegi, po moje gre še 10-15 avtov in se gremo voziti po zasneženi progi. Napovedujejo ful snega, pa je -10 stopinj vsaj, tako da nič, avto smo natankali, spucali, zrihtali, vinjeto nalimali, zdaj pa kar šibajmo. Ko smo prišli v Avstrijo, so nam pa povedali, da žal trek daj odpade, ker je celo noč padal dež namesto snega. Imeli smo da 2-3 stopine, ki bi mogli biti krepko pod minusom, ampak smo pa opazili, da je pa meja sneženja lihene 30 metrov nadmorske višine nad nami, tako da smo se pol odločili, da se zapeljamo čez par lokalnih cest, ki pa naj bi imele precej več snega. Majster, lej, koliko je snega. Jaz pa ne vidim naprej, kaj je vse balo. Shit! Pluš, kjer metaš. Čisi usko, ko je banda not potegne, kaj je tok napihan, ali je to, lik za en avto je placa. Noro. Letos Božiček par avtokadilcu prinesel čista novega Raptorja. Evo, klele na smrekci mi je pustil ključe. Zdaj pa pojmo ga kar dol v garažo pogledat. Evo ga lepoca. Klele mi lepo šelbol namerka. Kako on počiva. Poglej, kako dobro skrb zgledata. Čakaj, kaj še malo bolj odkril. Evo, le to. Marija, kako dobro zgledata. Jaz mislim, da je tole kar kombo, no. Dober dan. Čakaj, imam jaz ključe. Evo, le, malo mu daš ključ za povohat, pa se pa odpre. Sezam, odpri se. Zdaj pa kar poglejmo, zakaj tale Raptor tako prima. Če imaš kakšnega sopotnika, ki rad posluša Best FM, je klele v zadnji v temu avtu tudi Kason, kjer se oni zelo udoben pelejo, drugače pa kjer radio poslušamo v temu avtu? Radio Gorenc. Prišparaš pa tudi na parkirnini, ker od zdaj naprej se peleš mimo vsake rampe. Pa ki se ljudje na Bled gužvajo polet, ti lepo za Savo letiš, pa nimaš nobene gužve. Tlele imaš tale Fox vzmetene, vse lukne pobere, kada plebdela. Zdaj sem siguren eno glasu, ko je rekel, saj moj Clio tudi za Savo takole hiter leti. Ja, to je res, ampak čez kakšne 1000 kilometrov bo treba podvozje zamenjati Raptorja, už pa sam splakno. Jaz se ukvarjam tudi s prodajo felten za avtomobile, tako da včasih moram kam dostaviti tudi kakšne feltne. Specifično pa danes pelem še ne malo bolj extra special feltne. To je pa set felten, ki bo šel pa na našega Challengerja, ki pa trenutno naš offroad projekt, ki smo ga poimenovali Toro. Tako da dajmo zdaj naložiti feltne, pelemo do delavnice, tam vam pa pokažem še malo Challengerja. Ima pa Ranger tole fino tipko. Tole pritisneš in se ti v zadnji odpre rolo od Kasona. Kason gre v komod 4 škatle, tako da se zadeva zapre. Verjetno vas zanima, zakaj klele 5 škatel. 5 škatel je pa zato, ker grejo 4 na avto, ena pa na streho. Takole nekako imamo željo, da bi zadeva na konc zgledala. Tole bi lahko sicer po koncu obrnil, pa da se ne prolo zaprl, ampak ker je zunaj malo mokro, bom dal tole kar vzad na zic, pa zadevo pokril. Ampak še prijem pa to naredim, vam pa pokažem,
kako tele feltne izgledajo. Takole pride, lepo zapakiran. Evo, le to. Marija. Tole je Fuel Offroad feltna in v bistvu je bila narejena v sodelovanju s Canon blokom, zato ima tudi tukaj številko 43. Je pa tole 18 col velikost, pa predvsem namenjena za offroad, tako da tlele lahko tudi vidite tele bidloke. Se mi pa zdi, da tele tudi prav fajn na Raptorja pasale. Kaj misliš? Imaš pa gumb tudi tlele v kasonu, pritisneš, pa se lepo zadeva zapre. Pa da vam povem zdaj še malo tega Challenger Toro projekta, zadeva je v bistvu zdaj malenkost čakala, da smo v bistvu naredili plan sploh, kako se bomo lotili tega, kje bomo dobili dele, vzmetenje, kakšne gume, kakšne feltne in tako naprej. V glavnem prvi korak tega projekta zdaj je ta, da v bistvu najprej dobimo gume pa feltne, ki bojo neka osnova, na kateri bomo pol naprej gradili. Se pravi, dali bomo zdaj gor feltne pa gume, vidimo, kakšno širino dobimo, pa gremo pa rezati fenderje pa tako naprej. Ful bi rad pa pri temule Raptorju nekaj izpostavil. Jaz se trudim že 2 leti oziroma odkar je prejšen Raptor že ven prišel, da bi dobil enega na test, saj za, ne vem, 3-5 dni, mogoče en teden, in mi to do zdaj še ni uspel. Najboljše odnose imam valjda z avto hišo Kadivca, oni jim tudi servisirajo mojega Shelbyja, pa mojega Focusa RS-a, pa tako naprej. Ampak ti avti so toliko popularni, da zmerka so kakšnega dobili, še preden bi ga lahko dali meni na probo, so avto prodali. In zadnjič sem ujel eno statistiko, kjer so rekli, da je v bistvu v Sloveniji skoraj polovico Rangerjev prodanih v Raptor izvedbi, kar ti pove kar veliko, koliko je tale zadeva popularna. Evo, in zdaj končno, še boljš kukar, da bi imel ta prejšnjega, imam zdaj čisto novega Ranger Raptorja. Ta je sicer 2.0 dizel varianta, ker une 3.0 benzin je še težji dobiti. Ker smo pa lih pri motorjih, pa obstaja pri teh avtih ena zanimivost, ker ne vem, če ste jo vedeli. Najmočnejša varianta Raptorja v Sloveniji je 3.0 benzin, ki proizvede 292 konj. Se pravi, to je avto, ki je namenjen evropskemu trgu. Potem pa obstaja avto, ki je pa narejen še za 2 druga trga. Ta drug trg je avstralski trg, kjer ima avto 390 konj, kar je 100 konj več kot tale. Potem pa obstaja še avto za ameriški trg, tam ima pa Ranger Raptor z istim 3.0 benzin motorjem kar 420 konj. Jaz si sicer ne predstavljam, kva pomeni 420 konj, sploh ka imaš ti zadevo pržgano sam na zadnji pogon, ker že tale 2.0 dizel, ka ima 200 konj, je v 90% primerov vrh glave, kar se tiče moči. Zdaj seveda jaz ne bi bil jaz, če ne bi ti šel v nekaj, kar se ne da dobiti, oziroma kar je najtežje dobiti in kar je moja ultimativna želja zdaj, je to, da bi privlekel sem ameriškega Ranger Raptorja, se pravi unga ta pravega 420 konji, in mislim, da bi bila zadeva res super, ker vse, kar se tiče delov, se pravi vrata, luči, servisi, pač vse je isto kot na evropskem. Tako da bi bil support za avto precej manjši problem, kot je na mojemu Shelbyju, Zato, tako ka mogoče eni od vas veste, sem lani jesen imel nesrečo s Shelbyjem, kjer sem ruknil srno in je bilo ful težko dobiti dele za avto, ker pač delov v Evropi ni, ker se pač Shelby v Evropi ne prodajajo. Tako ka pa za ta avto imamo pa ves support, sam jaz bi pač unga ameriškega, ker nima telih greta filtrov noter, ampak pač avto zarjove, tako ka se zagre. O, polega našega rivaža. Ja ti, Challenger ti. Še malo pa greš noter na toplo, na operacijsko mizo. Evo, feltno smo dali škatle, takole približen bo zgledal, jaz mislim, da v kar dober pasal. Valjda avto pride pa še kar konkretno ven. Fenderje bomo pa porezali, toliko da zadeva stala tako, ka more. Verjamem, da si zdaj težko predstavljati, ka tale feltna ful majhna zgleda, ampak guma bo konkretno višja od te, ka je zdaj. Guma mislim, da 70 visoka, tele so pa
ne vem, 35 ali pa 40. Tako da bojo feldne imele proper meso, tako kot pravijo Američani. Sem pa jaz že počasno vlačen ratov, pa sem rekel nič, zdaj pa če imam jaz lih Raptorja, se pa spodob, da grem jaz na malco nekam v hribe, a ne. Tako da sem jo vsekal kar klele direkt pobližan zgor in res je en čar, bom rekel, za temi avtomobili, da prideš do enega cilja po poti, kjer ne more kar vsak. Evo, pečenico pa zile sem pomalčal in je bilo 1A, tako kot tale razgled klele. Preden pa še zaključimo tole, ti pa moram še nekaj pokazati. Takole imaš normal mode, pa greš v sport mode in kup teh modov ima za vdež, za blat, pesek, baha, evo, ta je ta prav. Pa imaš pa še rock crawl in pri temule recimo čakam da v ler, da bo on to poj prešaltal. In pri temu imaš, pač vsak ima pač svoj izgled števcev, ampak dejansko se ti pol tudi pržge tlele kamera, ki je v bistvu skozi pržgana, ko se voziš. Le, bom šel recimo klele dol. Lej, a ni nobel. Marija. Ko bi se v zigrco pelil. Sem mislil, da sem malo prehustavil, ampak nič. To je to od Raptorja, pa se vidimo, ko se zagledamo. Ajde, čau! Prej zraven pa smo se malo pohecali, valjda vzameš listek, pa greš noter kakor kulturen človek, ne. Bi se pa še enkrat posebej zahvalil Avtohiši Kadivc, ki so mi zrihtali tale avto in omogočili, da zdaj vem, kjer bo moj naslednji avto.